Funkcionalna inzulinska terapija. Korekcijski faktor. Film je namenjen izvajalcem edukacije oseb s sladkorno boleznijo ter osebam s sladkorno boleznijo predvsem tipa 1, ki so že bili poučeni za funkcionalno inzulinsko terapijo in potrebujejo ponovitev. Vsebina filma brez razlage zdravstvenega strokovnjaka lahko vodi v napačno razumevanje. Priporočamo, da se pred ogledom filma po dodatne informacije obrnete na diabetološko ambulanto. Korekcijski faktor pove, za koliko milimolov bo ena enota kratko delujočega inzulina znižala raven glukoze v krvi. Korekcijski faktor je pomočnik za znižanje previsoke ravni glukoze na ciljno oziroma na želeno vrednost. Za izračun korekcijskega faktorja potrebujemo podatek o celodnevnem odmerku inzulina. Korekcijski faktor izračunamo po pravilu 130 in sicer po formuli. Korekcijski faktor je 130 deljeno s celodnevnim odmerkom inzulina. V primeru, ko je celodnevni odmerek inzulina 42, korekcijski faktor izračunamo tako, da 130 delimo z 42 in izračunamo, da je korekcijski faktor 3,1. To pomeni, da se bo raven glukoze po dodatku ene enote inzulina znižala za 3,1 milimola. Za lažji izračun korekcije, to je dodatka inzulina ob visoki glukozi, uporabimo formulo korekcijskega bolusa. S pomočjo formule izračunamo količino inzulina, potrebnega za znižanje ravni glukoze s trenutne vrednosti na želeno v naslednjih 4 urah, kolikor časa deluje kratko delujoči inzulin. Korekcijski bolus torej izračunamo tako, da od vrednosti trenutne previsoke glukoze najprej odštejemo vrednost želene oziroma ciljne vrednosti glukoze, nato pa ta rezultat delimo s korekcijskim faktorjem. Tako dobimo odmerek inzulina, potrebnega za korekcijo, pod pogojem, da predhodni odmerki kratko delujočega inzulina niso več aktivni. Ponazorimo povedano na primeru. Vrednost glukoze je 13,7, korekcijski faktor je 3,1, ciljna vrednost glukoze je 6. Če želimo znižati previsoko raven glukoze, naredimo ta izračun. Od trenutne visoke vrednosti glukoze, ki je 13,7, odštejemo ciljno vrednost, ki je 6, in delimo s korekcijskim faktorjem, ki je 3,1. Dobimo rezultat, ki je 2,5. Če je vrednost naše glukoze v krvi 13,7 in odmerimo 2,5 enote inzulina, se bo naša raven glukoze v naslednjih urah znižala na ciljno vrednost 6. Če uporabljamo inzulinsko črpalko, lahko korekcijski bolus odmerimo na decimalko natančno, torej na 2,5 enote. Če pa uporabljamo mehanski injektor, odmerek zaokrožimo na 2 ali 3 enote. Sledijo 3 primeri izračuna korekcijskega bolusa. V prvem primeru je glukoza v krvi 12,9, korekcijski faktor 1,6 in ciljna vrednost glukoze 6. Koliko inzulina moramo dodati, da se bo raven glukoze znižala na 6 milimolov? Korekcijski bolus izračunamo tako, da od 12,9 odštejemo 6 in delimo z 1,6. Rezultat je 4,3. Če je vrednost naše glukoze v krvi 12,9 in odmerimo 4,3 enote inzulina, se bo naša raven glukoze v naslednjih urah znižala na ciljno vrednost 6. V drugem primeru je glukoza v krvi 14,3, korekcijski faktor 1,9 in ciljna vrednost glukoze 6. Koliko inzulina moramo dodati, da se bo raven glukoze znižala na 6 milimolov? Korekcijski bolus izračunamo tako, da od 14,3 odštejemo 6 in delimo z 1,9. Rezultat je 4,4. Če je vrednost naše glukoze v krvi 14,3 in odmerimo 4,4 enote inzulina, se bo naša raven glukoze v naslednjih urah znižala na ciljno vrednost 6.
V tretjem primeru je glukoza v krvi 11,2, korekcijski faktor 2,7 in ciljna vrednost glukoze 6. Koliko inzulina moramo dodati, da se bo raven glukoze znižala na 6 milimolov? Korekcijski bolus izračunamo tako, da od 11,2 odštejemo 6 in delimo z 2,7. Rezultat je 1,9. Če je vrednost naše glukoze v krvi 11,2 in odmerimo 1,9 enote inzulina, se bo naša raven glukoze v naslednjih urah znižala na ciljno vrednost 6. Da po korekciji dosežemo ciljno vrednost ravni glukoze, je potreben čas. Po korekciji naj bi raven glukoze dosegla ciljno vrednost v 3 do 4 urah, kolikor je običajni čas delovanja kratko delujočega inzulina. Raven glukoze moramo preveriti 1,5 do 2 po korekciji, ko naj bi se znižala za približno 1/2 predvidene razlike. Tako lahko že vmes predvidimo, kako uspešna bo korekcija. Če je raven glukoze 1,5 po korekciji blizu ciljne vrednosti, lahko kmalu pričakujemo hipoglikemijo. Slednjo lahko preprečimo z zaužitjem dodatnih ogljikovih hidratov. Če se raven glukoze 1,5 po korekciji še vedno ni znižala oziroma se je celo zvišala, moramo korekcijo ponoviti. Odmerek pa mora biti tokrat manjši od prvega, saj prvi odmerek še vedno učinkuje v telesu. Vsakokrat moramo imeti v mislih tudi čas zadnjega odmerka inzulina. Ne smemo namreč pozabiti, da je vsak bolus inzulina v telesu aktiven še 4 ure po odmerjanju. Ob uporabi se pogosto izkaže, da izračunani korekcijski faktor ni popolnoma ustrezen. Lahko pa je različen tudi v različnih obdobjih dneva, zjutraj, prek dneva in zvečer. Zato ga lahko prilagodimo. Če ciljno raven glukoze po korekciji dosežemo prej kot v 3 urah, moramo korekcijski faktor povečati za 0,2 in ponoviti preverjanje. Če pa ciljne ravni glukoze po korekciji ne dosežemo in ostaja previsoka, moramo korekcijski faktor zmanjšati za 0,2 in ponoviti preverjanje. Poglejmo si nekaj primerov. V prvem primeru je vrednost glukoze 13,7, korekcijski faktor pa 2,2. Za korekcijo smo dodali 3,5 enote inzulina. Raven glukoze se je v času 4 ur po korekciji znižala na ciljno vrednost 6. V takem primeru je korekcijski faktor 2,2 ustrezen in ga ne spreminjamo. V drugem primeru se raven glukoze po korekciji prehitro niža, čemur sledi hipoglikemija. Iz primera je razvidno, da je raven glukoze prehitro dosegla ciljno vrednost. Korekcijski faktor moramo povečati za 0,2, torej na 2,4. Nov korekcijski faktor pomeni manjši korekcijski odmerek inzulina. V tretjem primeru se raven glukoze premalo zniža in ostane previsoka. Iz tega primera je razvidno, da se raven glukoze po korekciji ni dovolj znižala in je ostala previsoka nad ciljem. V tem primeru moramo korekcijski faktor zmanjšati za 0,2, torej na 2,0. Nov korekcijski faktor pomeni večji korekcijski odmerek inzulina. V pomoč pri uporabi korekcijskega faktorja lahko izdelamo svojo tabelo za zniževanje visoke ravni glukoze. V primeru je prikazan Petrov korekcijski faktor, ki je 2, in pripravil si je takšno tabelo. Če bo Peter izmeril glukozo v krvi 10 in so od zadnje korekcije minile vsaj 3 ure, bo dodal 2 enoti inzulina, da se bo v naslednjih 4 urah njegova raven glukoze znižala na 6. Če so od prejšnjega odmerka inzulina minile manj kot 3 ure, bo Peter dodal le polovico tega odmerka, torej 1 enoto inzulina. Odmerki prikazani v tabeli so namenjeni Petru. Glede odmerkov prilagojenih vašim potrebam se posvetujte s svojim diabetologom ali edukatorjem.
Vsebino, ki pojasnjuje preverjanje bazalnih odmerkov, celodnevni odmerek inzulina in ogljikohidratni faktor, si lahko ogledate v videih s temi naslovi.